V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes ljudje ne hodimo v cerkev zato, ker je nedelja, kajti čas se je drastično spremenil. Tu smo zato, ker ugotavljamo, da ko v življenju izčrpamo vsa sredstva in vse vire, nam ostane Bog, na katerega se seveda lahko zanesemo, ker mu ni para. Če parafraziram Alberta Einsteina, to pomeni, da živimo lahko samo na dva načina. Tako, da v ničemer ne vidimo čudeža, to je Boga, ali pa tako, da v vsem vidimo čudež, to je Boga. Prisluhnimo obvestilom. Jutri, v ponedeljek, ob 19. uri, je v cerkvi molitveno srečanje z branjem psalmov. V sredo ob 19. uri ste vabljeni na predavanje z diskusijo na temo vloga in pomen razuma v duhovnem življenju. V nedeljo ob 10. uri pa smo spet vsi lepo vabljeni na osrednje nedeljsko bogoslužje. Sedaj pa bomo zapeli himno z naslovom Ker on živi oziroma Bog Oče nam poslal je Sina.
Poslušajmo sedaj biblično vodilo današnje nedelje, ki je iz 1. Janezovega pisma in pravi takole. Od njega imamo to zapoved. Tisti, ki ljubi Boga, naj ljubi tudi svojega brata. Sedaj pa prisluhnimo poeziji iz 1. psalma. Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, temveč se veseli v Gospodovi postavi in premišljuje njegovo postavo po dnevi in po noči. Tak je kakor drevo, zasajeno ob vodnih strugah, ki daje svoj sad ob svojem času in njegovo listje ne ovene, vse, kar dela, uspeva. Ni pa tako s krivičnimi, temveč so kakor pleve, ki jih veter raznaša. Zato krivični ne bodo obstali ob sodbi, ne grešniki v zboru pravičnih. Zakaj Gospod pozna pot pravičnih, pot krivičnih pa vodi v pogubo. Drage sestre, dragi bratje, priznajmo svoje grehe. Gospod naš Bog, ti si nam dal svoje zapovedi in prva izmed njih je za nas najtežja. Zato te prosimo, ne glej na našo ravnodušnost in pomanjkljivosti, temveč nam pomagaj, da bomo najbolj zaupali tebi, ter bolj kot vse drugo hvalili in častili tvoje sveto ime. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Amen. In besede milosti in slavospeva so naslednje. Upaj vanj, vsakdar, o ljudstvo, pred njim izlivajte svoja srca. Bog nam je zatočišče. Slava Bogu na višavah in na zemlji, mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Molimo. Milostni Bog, na poti življenja doživljamo tvojo skrivnostno dobroto in sočlovekovo naklonjenost. Za vse to ti izrekamo zahvalo. Hvala za tvojo besedo, ki se bo tudi danes oznanjala, ki nas uči, vzpodbuja k pravičnosti in k krščanski ljubezni. Pomagaj, dobri Bog, in stori, da bosta pravičnost in ljubezen med nami vedno znova rasla, da bo med nami vse več veselja, da zavlada mir v naših družinah, ki bo združeval mlajše in starejše generacije. Naj ostanemo ljudje zaupanja in upanja. Sliši in usliši prošnjo tvojega ljudstva. Amen. Hvalimo Boga, iz katerega izvirajo vsi blagoslovi. Hvalite ga vsa bitja tu spodaj, hvalite ga vsa nebeška vojska tam zgoraj. Slavite Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. In v nadaljevanju bomo zapeli pesem, ki pravi: Naj bo zdaj slava.
Izvolite sesti, sledi utrinek za otroke. Vsi otroci, kar pridite semle, imam nekaj za vas, da vam nekaj pokažem. In tisti, ki ste malo manj pogumni, nič hudega. Dober dan, otroci. Vidim, da ste boljšega zdravja kot jaz. Ampak vseeno naj vas nekaj vprašam in seveda tudi vse nas. Se spomnite, ko ste bili kdaj zares zelo bolni, pa ste imeli vročino, pa ste kašljali, pa so vas bolela ušesa, pa vam je bilo slabo, pa niste mogli spati. Kako ste se takrat počutili? Slabo? Kaj pa takrat naredite? Kaj vam takrat najbolj pomaga? Koga pokličete, ko zbolite? Mamico. Pa koga še? Pa mamico še enkrat, pa potem še očita, ja. Pa še koga zraven. Veste, dragi otroci in drage sestre, dragi bratje, prebrala sem eno resnično zgodbo, ki se je zgodila davnega leta 1862. To je pa res zelo dolgo časa nazaj. Takrat so ljudje živeli bistveno drugače kot mi danes. Niso imeli elektrike, ker so si svetili z malce drugačnimi svečkami. Seveda tudi niso vozili avtomobilov, ampak so imeli kočije oziroma so hodili peš. Tudi brati niso nujno vsi znali. Tudi igrač niso imeli toliko kot mi danes. In tega davnega leta, veste, je živel tudi en majhen deček, en fantek. Takole približno je tole izgledalo. Ampak ta fantek je na žalost zbolel. A vidite? Bil je zelo bolan. Tako zelo bolan, da mu pravzaprav nihče več ni mogel pomagati. Ravno takrat pa je gospa Anna Warner slišala, da je ta fantek zelo bolan. In ker so bili takrat drugačni časi in je bilo temu fantku zelo težko, se je odločila, da mu bo napisala pesmico, ki mu jo je potem verjetno zapela njegova mamica. Tako mu je bilo bistveno lažje. Veste, dragi otroci, to je pesmica, ki se danes poje po celem svetu. Pojejo jo otroci skorajda na vseh celinah sveta. Otroci jo pojejo v vseh veroučnih skupinah. Pojejo jo tudi doma. A želite, da se danes to pesmico naučimo? Tudi mi, ki smo malo starejši? Še preden pa jo bomo zapeli, bi vam otroci rada povedala, da se pravzaprav ne rabimo ničesar bati. Ko nam je v življenju težko in ko zbolimo, ko nas je strah in ko se nam zgodi krivica, ko se skregamo s prijatelji, sestro ali bratom in ko imamo občutek, da smo sami, je z nami Bog. Veste, otroci, Bog nam je napisal pismo. Za vas, ki ste malo mlajši, je to pismo z malo več slikicami, pa poglejmo, kaj tu notri piše, da vidimo, kaj nam je napisal Bog. Pravi pa takole. Jezus ljubi otroke. Nekoč so matere k Jezusu prinesle otroke. Jezusovi učenci so jim rekli, naj odidejo. Jezus pa je rekel, pustite jih, naj pridejo k meni. Jezus jih je vzel na ročje in jih blagoslovil. Veš, dragi fantek, draga deklica, tudi tebe, tudi mene ima Jezus zelo rad, neizmerno rad. In ko se boš naslednjič počutil žalosten ali pa zaskrbljen, oziroma ko te bo strah, se spomni na to pesmico, ki jo bomo sedaj vsi skupaj zapeli. Pravi pa takole, da moj Jezus ljubi me, vem iz svoje Biblije. On za mene res skrbi, večni je, rešitelj mi. Pa si dovolimo vsi skupaj spomniti se svojih otroških let, pa se bomo skupaj naučili to pesmico. Pevci in glasbeniki pa nam malo pomagajte. Da moj Jezus ljubi me, vem iz svoje Biblije, pa čeprav sem majhen še, zanj že moje ve srce. Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, to vem iz
Biblije, da moj Jezus ljubi me, on otroke ljubi vse, pridi k meni, kliče nas, milosten njegov je glas. Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, to vem iz Biblije. Da moj Jezus ljubi me, vem iz svoje Biblije, on ob strani mi stoji, večni je zveličar mi. Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, to vem iz Biblije. Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, to vem iz Biblije. Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, Jezus me ljubi, to vem iz Biblije. Tako, to vemo iz Biblije, sedaj pa otroci hitro na verug. Mi pa prisluhnimo besedam berila. Izvolite sesti, brate in sestre. Jezus me ljubi, to je tako lepo sporočilo za vsakega, ne samo za otroke, ampak za vse nas. In to je sporočilo, ki je namenjeno vsem nam tudi to jutro. Ko beremo Sveto pismo in spoznavamo biblijske like, torej osebe iz Svetega pisma, lahko hitro ugotovimo, da tudi pomembni in slavni ljudje pridejo v trenutke, ko se znajdejo v žalosti, v težkih situacijah in tako naprej. Ravno tako kot povsem običajni ljudje. In tako je tudi danes. Nihče ni iz tega izvzet. In eden izmed takšnih likov Svetega pisma je tudi kralj David. Napisal je veliko psalmov in 142. psalm je nastal, ko se je znašel v življenjski situaciji, ko je bil dobesedno v jami oziroma v votlini, v katero se je skril pred tistimi, ki so ga preganjali. Za to situacijo ni bil popolnoma nič kriv. Zato ima ta psalm tudi naslov Tožba zapuščenega pravičnika. Pa prisluhnimo besedilu tega psalma. Svojim glasom vpijem v Gospodu, svojim glasom prosim Gospoda za milost. Pred njim izlivam svojo tožbo, pred njim sporočam svojo stisko. Ko moj duh omaguje v meni, ti poznaš mojo stezo. Na poti, ki po njej hodim, so nastavili zanko zame. Ozri se na desno in glej, nikogar ni, ki bi me poznal. Pribežališče je izginilo od mene, nikogar ni, ki bi spraševal po moji duši. K tebi vpijem, o Gospod, dejal sem, ti si moje zatočišče, moj delež v deželi živih. Prisluhni mojemu ječanju, zakaj postal sem zelo slaboten. Reši me pred mojimi preganjavci, zakaj močnejši so od mene. Izpelji me iz zapora, da se bom zahvaljeval tvojemu imenu. Pravični bodo naredili krog okrog mene, ker mi boš povrnil dobro. Ta psalm je Davidova molitev. To je klic na pomoč in to je priznanje, da je v tej situaciji popolnoma nemočen. Hkrati pa tudi izraz žalosti, da je ostal popolnoma sam, osamljen. Ampak zadnji del, zadnji stavek tega psalma, ko pravi, pravični bodo naredili krog okrog mene, ker mi boš povrnil dobro. To pa je izraz upanja. Zaupanje v Boga, ki mu bo pomagal, ki ga bo rešil iz te jame. Torej, ta jama, votlina, v kateri se je psalmist David znašel, ni njegova zadnja in končna postaja. In brate in sestre, pogosto se najdemo v življenjskih jamah, najrazličnejših. In to povzroča v nas bolečino, negotovost, stres, včasih tudi sram. Kaj narediti? Kje? Kaj? Kdo je naša pomoč? Psalmist David nam je pokazal vzorec rešitve. Klic k Bogu, iskren klic k Bogu. Veste, Bog ni gledalec, ki bi s tribune neba opazoval nas, kako se živimo, kaj se z nami dogaja.
ampak je Bog, ki se zanima za nas. On, ki pozna naše življenjske situacije, on, ki pozna celo naše življenje in zelo, zelo mu je mar za nas. Pozoren je na vsako našo življenjsko situacijo. Zato mu lahko zaupamo v vsakem trenutku in zato mu lahko sledimo, ker je zvest in zanesljiv. In prebrala bom še, kar je zapisal pisatelj in teolog Fenelon. Povej Bogu vse, kar je v tvojem srcu, tako kot poveš svojemu najboljšemu prijatelju vse svoje vesele dogodke in bolečine. Povej Bogu svoje težave in Bog te bo potolažil. Povej Bogu svoje hrepenenja in on ti bo pokazal, kaj je zate dobro in kaj ne. Povej Bogu o svojih izkušnjavah in Bog ti bo pomagal, da jih premagaš. Pokaži Bogu rane svojega srca in on jih bo ozdravil. Ničesar ne zamolči pred Bogom. Povej mu iz preobilja srca vse. In blagor tistemu, ki doseže takšno prijateljstvo z Bogom, brez zadržkov. In tudi avtor naslednje pesmi, ki jo bomo zapeli, se je znašel v jami občutka krivde, ampak v nekem trenutku se ga je Bog dotaknil in popolnoma spremenil njegovo življenje. V njegovem srcu je nastal mir in zato je lahko slavil Boga. In vabim nas, da ostanemo, da slavimo Boga in da mu povemo v pesmih tisto, kar čutimo.
Jezus, mi te ljubimo, ker si nas ti prvi vzljubil. In hvala ti, ker si naš Bog, ker si naš prijatelj, ker si naš sopotnik, ker si naš odrešenik in ker si tisti, ki zdraviš naše rane. Naj bo slavljeno tvoje ime, Jezus Kristus. Amen. Slavljamo Boga tudi z našimi prostovoljnimi darovi, zato naj bo blagoslovljena vsaka darežljiva roka. Bog ni problem, kot to smatra večina. Bog je skrivnost, ampak ne mračna skrivnost, Bog je svetla skrivnost. In ker je Bog svetla skrivnost, se nam je razodel, zato nimamo izgovora. Če bi bil mračna skrivnost, se nam ne bi razodel. Bog je skrivnosten, ni pa skrit, namreč v ostalih religijah je Bog skrit. Če bi bil skrit, bi bil nespoznaven. Kljub temu se sprašujemo, zakaj Božje razkritje ni jasnejše, prepričljivejše. Zakaj Božji prstni odtisi niso vidnejši? Zakaj Bog dopušča možnost za iskren dvom? Če bi se Bog razodel kot nesporen, bi bili prikrajšani svobode. Ne bi imeli možnosti odločanja zanj ali proti njemu. Ne bi imeli možnosti odločanja za dobro ali slabo. Bog bi nas toliko prevzel, da ne bi imeli druge izbire, kot da vanj kratko malo verujemo. Vendar, če nas nekdo v odnos prisili, je takšno razmerje nesmiselno in je sporno, ker nimamo možnosti izbire. Potem takem bi bili prisiljeni v Boga verjeti in ga častiti. Tak Bog bi bil megalomanski tiran, mi bi ostali brez svobodne volje, Bog ne bi bil Bog ljubezni in usmiljenja, mi pa bi bili roboti. Bog se nam razodeva na mnogotere načine. En izmed načinov je tudi Božja beseda. Zato vabim, da vstanemo in ji prisluhnemo. Iz 1. Petrovega pisma, 4. poglavje, 7. vrstica. Konec vsega je blizu. Bodite torej pametni in trezni za svoje molitve. Amen. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Bog hoče, da smo kristijani pozorni na dve reči. Da negujemo odnos z Bogom v molitvi
in z bližnjim v ljubezni. Pisec je zapisal, da je konec vsega blizu. Izvirnik pove, da ne gre za konec sveta, ampak za čas, ki mu izteka čas trajanja. Oziroma grška beseda telos pove, da se kakovost časa slabša. Največja napaka, ki jo lahko naredimo pri razlagi Svetega pisma, je napačno razumevanje časa. Torej, apostol v tem odlomku ne govori o koncu sveta, ampak o koncu časa. Od takrat, ko je bilo to zapisano, je minilo že 2000 let, a konec časa, niti sveta, še ni nastopil. Teolog Makren je zapisal, da moramo biti ves čas pozorni na razpoke v zemlji, na grob, ne pa na razpoke v nebesih, v oblaku, kjer naj bi pričakovali, seveda jih pričakujemo, ampak da bi se pojavil angel svetlečo trobento ob Kristusovem vnovičnem prihodu. Kajti čas nastopi lahko ta hip, zato moram biti usmerjen najprej na zemljo, celo pogledati na grob, kajti minljivi smo. Čas našega konca lahko nastopi vsak hip. Zapis o koncu časov je koristen. Namreč, če povemo otroku, da bo na igrišču le še par minut, bo čas na igralih izkoristil kar se da najbolje. Če povemo študentu, da je do konca izpita le še par minut, bo dal vse od sebe. Prav tako tudi tekmovalci pri športu. Petrovo učenje o končni uri moramo razumeti v duhu celotnega Svetega pisma, kajti tudi starozavezni pisci, preroki so pisali v sedanjiku, govorili pa so o bodočnosti. Torej, Peter ni oznanjal evangelija prosperitete, ampak evangelij prioritete. Prioriteta pa je, bodite trezni in modri za molitev. Danes je težko biti trezen, saj živimo v družbi omame, opitosti, raznolikih odvisnosti. Zgubljamo stik z realnostjo. Živimo v virtualnem svetu, visokotehnoloških interaktivnih računalniških iger. Naprimer, v igri Armagedon je igralec v določenem terminu virtualno ustrelil 1000 ljudi ter tako zmagal. Postal je odvisen od takšnih iger. Njegovo obnašanje se je spremenilo. Postal je grob in neobčutljiv do soljudi. In njegov ni bil več trezen. Konec vsega je blizu. Bodite torej trezni za svoje molitve. Torej, čas ni trezen, mi pa bodimo trezni. Apostol Peter ni mogel pozabiti in si odpustiti, da je na uri molitve v Gecemanskem vrtu, medtem ko je Jezus goreče molil, Peter pa spal. Svojo bolečo izkušnjo je povedal spremljevalcu, Marku, tolmaču, piscu evangelija po Marku, ki je vse to zapisal in napisal takole. Nato je Jezus šel in ugotovil, da spijo. Petru je rekel, Simon, spiš? Nisi mogel 1 uro ostati buden? Petru je v ušesih stalno odmevalo Jezusovo vprašanje. Simon, spiš? Simon, spiš? Ker Peter ni molil, ni bil pripravljen na napad skušnjave na dvorišču velikega duhovnika in je Jezusa tam zatajil rekoč, ne poznam tega človeka, o katerem govorite. Ko je učenec Peter ostarel, se je še vedno spomnil, da je med molitvijo zaspal v Gecemanskem vrtu, zato je kristjanom napisal, bodite torej trezni za svoje molitve.
Vedel je, zakaj ga je Jezus samo takrat, ko je zaspal, poklical z njegovim starim imenom. Simon, ne pa Peter. To nam osvetli Markov zapis v evangeliju, ki pravi, Petru je Jezus rekel, Simon, spiš? Pričakovali bi zapis, Petru je Jezus rekel, Peter, spiš? Ampak gre za spremembo. V istem stavku ista oseba imenovana z dvoje različnimi imeni. Če imam Jezusa za luč v mojem življenju, sem v svetlobi in ne morem duhovno spati. Potem sem trezen za svoje molitve. Zato je Jezus rekel, bedite in molite, da ne padete v skušnjavo. Duh je sicer voljan, telo pa je slabotno. Glede na to me ne preseneča, da je apostol Peter po tolikem času kristijanom napisal, konec vsega je blizu, bodite torej trezni za svoje molitve. Zdaj pa poglejmo, kaj pravzaprav molitev je in ali je treba sploh moliti. Zakaj moliti? Sprašujemo se, zakaj je sploh treba moliti. Odgovor je v vprašanju, zakaj je sploh treba dihati. Torej, zakaj je sploh treba dihati? Zato, da živimo. Torej, odgovor, zakaj je treba moliti, je v vprašanju, zakaj je treba dihati. Ko je imel genij Albert Einstein leta 1952 na znani univerzi Princeton predavanje za doktorande, ga je ugledni znanstvenik vprašal, prosim vas, povejte študentom, na kaj ne smejo pri doktorski raziskavi pozabiti in kaj je treba odkriti najprej. Einstein je zastal, pomislil in rekel, najprej je treba odkriti molitev. Nihče ne sme pozabiti na njo. Nekdo, ki je hotel izstopati in modrovati, pametovati, je pripomnil. Tragedija je, da na molitev ni odgovora. Einstein pa je odvrnil. Tragedija niso neuslišane molitve, ampak neizrečene molitve. Torej, težava niso neuslišane molitve, ampak neizrečene molitve. Sveto pismo pravi, trezni bodite za molitve. Najkrajša vrstica v Svetem pismu pravi, neprenehoma molite. Ali je sploh možno neprestano, neprenehoma moliti? Ali je to izvedljivo? Saj tega ni počel niti Gospod Jezus Kristus. Obstaja notranja molitev in ta je neprenehna. To je želja ali žeja po Bogu. Če je naša želja po Bogu trajna, je trajna tudi naša molitev. Kajti življenje brez Boga ni nikoli dovolj. Nič bolj ne potrjuje Boga kot naš nemirni duh. Bogastvo, prestiž, zdravje, ki enkrat mine, avanture, znanje, eksotični kraji. Kdor si Boga ne želi, lahko vpije, kolikor hoče, a je za Boga nem. Kdor pa si želi Boga, moli tudi takrat, ko je tiho. Neprenehna molitev je skrivnost stalnega odnosa z očetom, stalne odvisnosti od njega. Je tako kot dihanje, naravno, spontano, utečeno, samodejno, tudi takrat, ko spimo. Moliti pomeni dihati zrak molitve. Pred Bogom se moramo umiriti v tišini, kajti naša notranjost je podobna steklenici z motno vodo, hrupa, stisk, skrbi, nemira in dvomov. Ko steklenica nekaj časa stoji pri miru, se naredi usedlina, ostala voda pa se zbistri. Bog je prijatelj tišine.
Takšna tišina ni mrtva zato, ker jo oplojeva živa beseda. To je Jezus Kristus. Neki človek je molil, misleč, da je molitev samo govorjenje, dokler končno ni dojel, da je prava molitev poslušanje. Poslušanje. Moje ovce poslušajo moj glas, pravi Jezus, in za menoj hodijo. To, da v molitvi kdo vpije, je dokaz, da misli, da je Bog daleč, da ga Bog ne sliši. Molitev ni govor o Bogu, molitev je pogovor z Bogom in hkrati Božji odgovor. Je srečanje z očetom po sinu v svetem duhu. Moliti se naučim tako, da molim. To je edini način. Moliti se naučim tako, da molim, da začnem moliti. Kajti molitev je največja dejavnost človekove duše, je najpomembnejša stvar, ki jo lahko naredimo v dnevu. Martin Luther je govoril, tako veliko dela imam, a če mi zmanjka časa za molitev, mi ne bo uspelo. Kdor moli, ne zapravlja svojega časa. Molitev, to je sreča. Kakšna prednost je, da se lahko v molitvi pogovarjamo z največjo osebo v vesolju, in to z Bogom, ki je materinski oče. Že misel na Boga je molitev. Molitev naj bo kratka, je rekla prva cerkev, vendar redna. Tudi vzdih je molitev. Morda misliš, ne znam moliti. Ne da se mi moliti. Nimam časa za molitev. Tudi vzdih je molitev. Za Boga so kratke molitve dovolj dolge, kajti molitev ne potrebuje dolžine, ampak potrebuje moč. Dolge molitve imajo pavje perje ponosa, je zapisal Spurgeon. Nimajo pa orlovih kril vere, da bi nas dvignile k Bogu. V množici besed se izraža plevel nabuhle pobožnosti, ne pa pšenica čiste vere, ki računa na Boga in vanj zaupa. To so besede Charlesa Spurgeona. Pri molitvi je bolje imeti srce brez besed, kot besede brez srca. In ker sodoben človek živi v razložljivem, razumljivem svetu, ker si znamo stvari znanstveno razložiti, mislimo, da ne potrebujemo Božje pomoči in da so prošnje k Bogu nepotrebne. Mislimo, da je molitev izguba časa, da je molitev nekaj zastarelega. Pozabili smo, da je molitev dihanje duše. Zdajšnji, današnji človek namesto molitve za dobro žetev raje kupi gnojila in pesticide. Nič narobe. Ampak v vsem tem pozabimo, da smo odvisni od Boga. Ali pa, namesto da bi v bolezni klicali Boga, jemljemo samo zdravila. Nič narobe zdravili. Zdravila so Božji dar, vendar narobe je, če pri tem pozabimo na Boga. Ali ima Bog sploh še kaj opraviti z našim življenjem? Kaj pa, ko pridemo do konca in ni izhoda in je naš življenjski križ moker od solza? Takrat nam preostane le še molitev. Judovski Talmud pravi, ko moliš, naj bo tvoja molitev tako enostavna, kot čebljanje majhnega otroka, ki še ne zna govoriti. Pred Bogom ne izgovarjaj modrih besed, ampak se mu približaj v preprostosti. Drugič, zakaj naj sploh molimo, če je Bogu itak vse znano, če itak vse ve? Zakaj moliti potem takem? Moliti moramo zato, ker mi nismo Bog. Če ne molim, pomeni, da jemljem stvari v svoje roke. Da želim biti neodvisen. Moliti moram zato, ker je to Božja zapoved in del Božjega načrta. Ker Bog želi, da sodelujemo pri oblikovanju sveta.
Moliti moramo zato, ker s tem skrbimo za navzočnost Boga v tem svetu. Mi skrbimo za navzočnost Boga v tem svetu tudi z molitvami. Moliti moramo zato, ker molitev spreminja nas, tudi če se okoliščine ne spremenijo. Motiv prave molitve je Bog Oče, ne pa njegovi darovi, ne korist, ne preračunljivost. Hočem Boga, ne pa njegovih darov. Ljubim ga zaradi njega samega. Vse tisto pa je po vrhu vsemu. Molim zato, ker Boga spoznavam kot dobrega očeta, zato se molitev začenja z besedo Oče. Oče naš, ki si v nebesih in tako naprej. Zato človek ne more moliti Bogu filozofov. Pred njim ne more pasti na kolena niti od strahu, niti od spoštovanja, niti iz veselja. Tak Bog, najvišje dobro sicer obstaja, a je hladen, nedostopen, nespoznaven, me ne razume, neoseben. Zato je znani matematik in filozof Blaise Pascal nosil v robu svojega suknjiča všit papirček, na katerega je zapisal: Bog Abrahama, Izaka in Jakoba, ne pa Bog filozofov in znanstvenikov. Judovska spreobrnjenka Edith Stein pa je zapisala: Boga ne moremo dojeti, lahko pa ga srečamo, tako kot srečamo človeka. Bog se nam razodeva. Končno začetek vsake molitve je iskrenost. Jaz rad molim z grešniki, ne pa s hinavci. Običajno so glasni in bučni molivci brez moči, saj s svojimi dolgimi molitvami dajejo vtis duhovnosti in svetosti. Stara cerkev pa je učila celo tako, da pravi vernik živi, kakor da Boga ne bi bilo. To je hipotetično, moramo pravilno razumeti. Bog obstaja, to je aksiom, sicer se vse zruši. Ampak hoče povedati brez preračunljivosti, brez nekih špekulacij, brez naših manipulacij. Kajti motiv mora biti ljubezen. Konec vsega je blizu, vzklika Peter, bodite torej trezni za svoje molitve. Soren Kierkegaard, veliki danski krščanski filozof 19. stoletja, je govoril o tišini. Zadnja stvar, ki jo je napisal, je bila o tišini. Citiram, rekel je: če bi bil zdravnik in bi mi bilo dovoljeno predpisati samo eno zdravilo za vse bolezni sodobnega sveta, bi predpisal tišino. Kako blagodejna je tišina. Brez tišine ne moremo v hrupnem svetu slišati Boga. 1 uro smo tu vsaj v Božji tišini, ampak ta tišina ni mrtva. To je živa tišina, to je zgovorna tišina, to je blagoslovljena tišina. Besede, ki prihajajo iz tišine, so globoke in močne. Besede, ki prihajajo iz hrupa, pa so šibke in plitke. V naglici hitrega tempa življenja se moramo zaustaviti, moramo se umiriti, moramo si vzeti čas tudi za Boga. Kajti življenje je kot nora reka, čolni se prevračajo levo in desno. Čas preživeti v cerkvi je najboljša naložba. Tudi čas preživeti v naravi je lepa naložba. Narava je po večini prežeta s tišino. Jezus je šel v naravo, da bi bil v molitvi v občestvu z Bogom z očetom. Tudi prva Jezusova cerkev se je zbirala v naravi. Mi pa imamo po industrijski revoluciji zelo drugačen odnos do narave in časa. Nekoč je bil čas povezan s cikli narave in življenja, ne z urami, zato se vrnimo v realni čas. Vrnimo se tudi v tišino. Le tako se bomo rešili suženjstva, ur, tempa,
hitrice, naglice in hrupa. Kajti hrup, naglica sta prava Frankensteinova pošast, ki nas priganjata. Največja laž, ki jo izgovarjamo, je, da nimamo časa. Čas ni nekaj, kar imamo, ampak je nekaj, kar si ustvarimo, za kar se odločimo. Ne govorim zdaj o času na znanstven način, ampak čas si vzamem, se zanj odločim. Včasih si vzamem čas, da sedim in opazujem naravo. Narava me uči poslušanja. Če bi poslušali naravo, Boga in bližnje, bi se izognili marsikateri tragediji, razdrtemu odnosu, porazu, nasilju, zasvojenosti in vojnam. Vere ne moremo imeti brez poslušanja. Zato pismo Rimljanom pravi, vera raste s poslušanjem. S poslušanjem v tišini. Zakaj tako radi tišino prekinjamo? Zakaj se je bojimo? Zakaj hočemo vse do potankosti izpolniti? Vsake pavze se bojimo, ampak je pavza tudi v glasbi, ta premor, zelo odločilen. Tudi v psalmih, ko piše selah, to pomeni vzeti si čas za tišino, za premišljevanje. Kdor se hoče znebiti tišine, se hoče znebiti Boga. Tišina je tako dragocena, da je ne moremo zboljšati z govorom. Knjiga Pregovorov pravi, kjer je veliko besed, tam je veliko greha. Duša molitve je duša globoke tišine, ki premišljuje. Ne morem priti do Boga, če ne morem stopiti v notranjo tišino. Bog me čaka tudi v tišini, predvsem v tišini. Bog je prijatelj tišine, ne morem ga najti v hrupu. Poglejte, trava, drevesa, cvetje rastejo v globoki tišini. Človeško bitje raste v materi, v tišini. Zvezde, mesec, sonce se gibljajo v tišini. Pozabili smo, da je tišina prvi božji jezik. Kristus je bil rojen v tišini noči na prvo božično noč. Potem, čeprav je bil poln moči, ni po ulicah in trgih vpil in ustvarjal hrupa. Na križu je ostal poslušni sin tišine. Na velikonočno jutro je vstal od mrtvih v vsej tišini, brez direndaja, brez velikega pompa. Današnji ošabni človek ustvarja hrup. Zakaj ustvarjamo hrup? Zakaj se bojimo samih sebe? Bog pa je v najmanjših stvareh največji. Božji sin se je v tišini učlovečil, postal mikroskopsko majhna celica. Zato takoj pomislimo, to ne more biti Bog. No, svet, nanoznanosti in nanotehnologije takšno majhnost dopušča in potrjuje. Mi mislimo, da mora biti vse v hrupu, trušču, spektaklu, atrakciji, direndaju. Bog pa ohranja tišino, hudič pa to tišino s hrupom uničuje. Molk je okras svetosti, je najmočnejše orožje kreposti. Globlja, ko je molitev, manj imamo zapovedati Bogu. Potem molitev ni več dolžnost, ampak postane veselje in daritev. Ne bojmo se tišine. Ne bojmo se molka, kajti to ni molk iz strahu, to je molk iz spoštovanja, molk iz ljubezni. Kajti, če imam nekoga rad, je dovolj, da sem v njegovi bližini. Tudi, če ničesar ne govorim, dovolj mi je njegova bližina, njegova prisotnost. Zato v Svetem pismu piše, in s tem končujem, utihnite in spoznajte, da sem jaz Bog. Če ostanete mirni, boste rešeni. Kajti v mirovanju in zaupanju je vaša moč. V prvi knjigi Kraljev, v 6. poglavju v Stari zavezi beremo, da so Božjo hišo, tempelj,
starozavezno zgradbo cerkve, zidali s kamni, ki so bili obdelani že v kamnolomu, tako da se pri zidanju hiše v Jeruzalemu ni slišalo kladivo, ne dleto, ne kakršnokoli železno orodje. Tako je to zapisano. Kaj to pomeni? Graditi se je moralo brez hrupa, trušča, kričanja, razgrajanja, direndaja. Vse to je ostalo zunaj, celo v kamnolomu. Kako so si otežili s tem način gradnje? Kajti vse so morali pripraviti drugot, natančno po meri in potem prinesti. In če spet nekaj ni klapalo, spet odnesti stran, da ne bi tam bilo hrupa in trušča. Torej, Bog je prijatelj tišine. Konec vsega je blizu. Bodite torej pametni in trezni za svoje molitve. Ko molimo v tišini, upoštevajmo judovski način učenja. Pravijo, človek mora moliti v sobi, ki ima okna, da ne bi pozabil, da obstaja tudi zunanji svet. Po eni strani tišina, po drugi strani pa ne govorimo o neki samostanski celici, o nekih asketih, ločenih od družbe, ampak o tem, kar pravi Jezus, pojdi v svojo kamrico, zapri vrata za sabo, torej moli v tišini, ampak v sobi, ki ima okna, da te spomni, da je zunaj svet. In v ta svet smo poslani, prinesti mir, ki ga ta svet ne pozna. Ker poznamo poleg osebne molitve tudi skupno občestveno molitev cerkve, prosim, da skupaj molimo Gospodovo molitev Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Dokler tako stojimo, bomo našli pesem, ki pravi: vsa ljudstva naj slave Boga. Drage sestre, dragi bratje, prejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.